Ste videli? Čarobna palica kar sama poskakuje. Od veselja, ker smo spet skupaj. No, vi pa zdaj ne poskakovati. Lepo se namestite in glejte, kajti zdaj bom res potreboval vašo pomoč. Verjamem, da naše čarobne besede že poznate. Verjamem, da znate tudi mahati s prstki, ampak danes bomo šteli do 4. Vem, da to vsi ne znate. No ja, skoraj vsi to znate, zato najprej ponovimo. 1, 2, 3, 4. Ampak tako štejejo dojenčki, mi moramo šteti hitreje. Pazi. Zdaj, 1, 2, 3, 4. Super nam gre tole. To pa zato, da bomo prešteli tele obroče. 1, 2, 3, 4. Hitro štejete, super ste. Ampak zdaj pa takole primite roke, kot da bi vozili formulo. Ja, pazi. 3, 4, zdaj. Pazi, Hamilton. In smo že v boksih, da bomo menjali kolesa. Hej, nobenega mehanika. Bomo sami. Vzamemo eno kolo in damo zadaj desno. Vzamemo drugo kolo in damo spredaj desno. Vzamemo tretje kolo. Ojoj. Zdaj nam gre pa nekaj hudo narobe. Jaz sem rekel, menjamo kolesa, vi ste pa šli ta 2 obroča skupaj sestavljati. Joj. Nič, bom pa počel čarovnije s tema 2 obročema. Torej, pazi, a znate še šteti do 4? 1, 2, 3, 4, super. Pazi. Ojoj. Tole nam pa danes res ne gre najbolje. 2 sta skupaj, druga 2 sta skupaj, vmes sem pa jaz ubogi čarodej Toni. Že vem, nikoli ne smete obupati, naj bo karkoli, boriti se morate do konca. Tudi jaz se bom zdajle boril. Jaz bom zdajle vzel škarje in bom prerezal 2 obroča. Pazite dobro, če vzamem škarje, ja, kaj se pa zdaj smejite? Aja, vi menite, da ne morem škarjami prerezati obročev. Dajte no, s temi škarjami in mojimi mišicami jaz takole seka, lahko prerežem tisti. Ja, kaj pa je zdaj to? Zdaj so pa še škarje gor. Danes pa ni zame srečen dan. Že vem, če nam ne gre kaj hudo po maslu, potem vzamemo očala. Očala, da vidimo, kje je problem. Moja se ne se smejati spet, no, moja so bolj velika iz enega razloga. Ostala so mi še iz letošnjega pustovanja. In kaj? Zdaj so pa še očala na obroču. Ne, tole pa moramo nekako spraviti na razen, drugače... Ja, čarobne besede. Ja, itak, lej. Gremo. Jabadabadu. Jaz bom pa na razen vlekel, kaj jaz si mišice na Bledu kupujem. To so najboljše. Pazi. 3, 4, zdaj. Jabadabadu. Očitno se nisem dobro pripravil. Pozor. Gremo še enkrat. Jabadabadu. Kaj? A zdaj so pa vsi 4 skupaj. A veste kaj? Jaz bom tole pospravil, vi pa nikomur prosim povedati, da je danes šlo čarodeju Toniju čisto vse narobe. Pa mislim, da ste malo tudi vi krivi, ker niste mahali s prstki zraven. Ampak pustimo malenkosti. Bom raje vzel nekaj iz otroštva, nekaj, kar me spominja na vaše otroške dneve. Jaz, ko sem hodil v skupinico prašičkov v vrtcu, sem bil zelo ponosen, kajti risanje je bila moja najboljša vrlina. No, in za domačo nalogo smo morali enkrat narisati eno divjo žival. Jaz sem vzel zvezek in ga odnesel iz vrtca domov. Doma sem se odločil, da bom narisal najbolj divjo žival na svetu, veverico. Ja, in potem so rekli starši, da to ni v redu. Pa sem rekel, da bom narisal najbolj divjo žival na svetu, prašiča. Ja, bi moral pa divjega prašiča. Sem rekel, jaz bom narisal kar več živali.
In vzel sem čarobno palico, rekel čarobne besede, vi jih zdaj pomagajte. 3, 4 zdaj. Jaba, daba, du. In kaj se zgodi? Polno živali je bilo tu. Jaz sem vse tole odnesel moji vzgojiteljici. Ona je bila pa po eni strani vesela, po drugi strani pa žalostna. Ona je rekla, da bi jaz moral narisati eno žival in to žival tudi pobarvati. Sem rekel, vzgojiteljica, to pa ni problem. Rekel sem čarobne besede, jaba, daba, du. In kaj se je zgodilo? Vse živali so bile pobarvane. Od prve do zadnje. Bil sem super, kaj? Tako kot vi sedaj, ko ste mi takole lepo pomagali. No ja, potem pa, ko sem odrastel, sem začel čarati take bolj resne čarovnije. To pomeni, da so še vedno primerne za otroke, ampak da tudi odrasli rečejo zraven ali pa kaj? Nekateri celo kva? No, poglejte, prepričajte se sami. Najprej, dragi moji otroci, povejte, kaj neki je tole? Kaj bi bilo lahko tole? Točno, steklenica. In kaj je notri? Da ni nič. To pa ni res. Notri je polno zraka. Točno, polno zraka. Tule pa imam še en val. Kakšne barve pa je tale modri val? Bravo, modre, sama modrost vas je. In če damo prazno steklenico v modri val, vse skupaj postavimo na čarobno mizo, se bo nekaj zgodilo, če počakamo pol ure. Bo predolga? No, bom pa naredil malo hitreje. Vzamem nekaj iz mojega žepa. V mojem žepu imam... V mojem žepu sem imel... Ne, iz mojega žepa sem izgubil. V mojem žepu sem našel oranžno rutico. Zdaj pa dobro glejte. Če dam jaz oranžno rutico v levo roko, potlačim toliko, da se rutice ne bo več videlo ven. Vzamem čarobno palico, reče, ta še zdaj ven gleda, vi se smejite, pa ne poveste, da ta še zdaj ven gleda. Ne glej ven, ka pol se ti vsi smejijo. Ja, bom vzel čarobni prašek. Kje pa je? Tukaj, lej ga. Ta vedno pomaga. In s pomočjo čarobne palice in čarobnega praška čarovnija uspe vedno. Pazi zdaj. Jaba, daba, du. In rutica je izginila. Se vam kaj sanja, kje bi lahko bila? Da ni šla v varno zavetje naše steklenice. Poglejte to. Rutica se je skrila v steklenico. Ja, lahko ji tudi zaploskate. No, pridi ven, lej, pa ne smeš po tleh. Po tleh so bacili, po tleh je vse živo. Vem, da ste odporni otroci, tudi vi morate paziti na svoje zdravje, tako kot rutica. Zmenjeno, če pa kaj poberete stav ali padete na tla, si pa le umijte roke. Ja, odlično smo se tole dogovorili. In zato še zadnja čarovnija. Za nagrado, ker ste pač tako lepo sodelovali. No, tule imam... to je skrajno nepomembno. To pa je bolj pomembno. Tule imam eno steklenico in pa en val. In ne boste verjeli, tale steklenica je prava, čarobna steklenica. Če jaz dam eno roko zgoraj, obrnem samo za pol obrata, bo steklenica stala na glavi. Če obrnem nazaj, je pa spet na nogah. A ni dobro? Kaj? Da vam to ni všeč? Seveda, kaj sem jaz pozabil. Glava čarovniška. Pokriti moram steklenico, že vem, obrniti takole, dodati malo čarobnega prahu, reči čarobne besede, jaba, daba, du, in steklenica se obrne okoli. Gremo še enkrat, obrnemo nazaj, malo čarobnega prahu, jaba, daba, du, in steklenica stoji spet tako, kot mora stati. Kaj vam ni jasno? Še enkrat, v redu,
obrnemo, pokažemo, mislim, spet sem pozabil, no, čarobni prah, takole, pokažemo, skrijemo, obrnemo, čarobni prah, pokažemo, skrijemo, nič ne skrijemo. Rutica je spet tukaj, kjer je bila, itak, ampak steklenica se je prav postavila. Veste kaj, takole se dogovorimo. Vi boste zdajle premislili, kaj morate doma še početi. Ali imate kakšno nalogo, ali rabite kakšno svojo rutico, da boste kaj pobrisali, ali pa počeli kaj drugega. V vsakem primeru, dragi moji, ne pozabite. Lepo se imejte, ubogajte starše in ostanite zdravi. Srečno!